Razloga sta dva, pravi župan. Na eni strani znižana vrednost posameznih načrtov, na drugi strani pa so našli dober vir prihodkov. Začeli smo s projektom na nek način, da smo popisali vse naše gozdove, pregledali jih in smo začeli z pospešenim sekanjem tam, kjer je to potrebno. Tako da v letošnjem letu pričakujemo posek približno 15.000 kubičnih metrov lesa. Največje postavke v proračunu in najpomembnejši projekti ostajajo nespremenjeni. Z nadomestno gradnjo vrtca Loka bodo začeli v poletnih mesecih. Računamo, da bi uporabno dovoljenje za vrtec dobili do septembra drugega leta, to pomeni 2021. V času letošnjih šolskih počitnic bo stekla tudi gradnja prizidka v osnovni šoli Dragatuš, ki se je bodo lotili v 2 etapah. Zaradi tega, ker bomo morali najprej preseliti kotlovnico, da se bo lahko tisti del šole potem zrušil, in bomo istočasno pa naredili tisti prizidek, kjer bo kuhinja in pa jedilnica, to bomo letos naredili. V drugi etapi pa se bodo lotili gradnje učilnic. Kdaj bo stekla nadomestna gradnja črnomaljske osnovne šole Loka, pa je težko napovedati. 5. februarja bo zdaj nov sestanek na ministrstvu, ker pričakujemo, da bomo dokončno uskladili projektno nalogo za osnovno šolo Loka, ki bo osnova za investicijski načrt, in s tem investicijskim načrtom pa potem gre ministrstvo na vlado za realizacijo sklepa o sofinanciranju. Kavšek, ki vsekakor računa na denar vlade pri nadomestni gradnji osnovne šole Loka, v tej fazi ne vidi težav zaradi padca vlade, saj, kot pravi, imajo letos zadosti dela s pripravo projektne dokumentacije, ki je breme občinskega proračuna. Z gradnjo letos, kot kaže, ne bodo začeli, bodo pa najverjetneje septembra del oddelkov v obstoječem neprimernem delu šole preselili na začasno lokacijo.